Živjo. Si se kdaj počutil tako, kot bi nate cel dan padale bombe in se začel, ko se uležeš v posteljo, samo sprašuješ, če boš preživel noč? Poznamo ta občutek, verjetno, kaj ne? Včasih ali pa skoraj da vsak dan, ker zdaj smo v stiku z ljudmi že praktično vaš čas, se zgodi, ko smo v interakciji z drugimi, da se naše energije pomešajo, ja? Eno z drugo, ne hote seveda. In potem, ko greš začel domov in se uležeš končno, se hočeš umiriti, takrat se ležur šele začne. Začneš čutiti vse nekaj, vsaj jaz počutim, kot da bi mi vibrirala aura, tako ja? Na ne fajn način, seveda. Zakaj je temu tako? Kot sem prej rekla, naše interakcije z ljudmi pustijo za sabo energije. In ko jaz pridem domov, in če sem vsaj z 10 ljudmi, kar sem sigurno vsak dan, čutim, da so te energije v moji auri. In ker zdaj že dobro zaznavam te stvari, čutim, da ta energija ni moja. Veš, velikokrat se zgodi tudi tako, da se neka energija, ki je v tvoji auri, ti sporoča neka misel, recimo negativna, nisem dovolj dobra, nisem dovolj dober, slab sem, ne zmorem in tako naprej, da v bistvu to sploh ni tvoja energija. Si vedel to? Vedela to? Kar je po eni strani precej grozljivo, ampak po drugi strani pa je ravno tukaj dobro to, da obstajajo orodja, obstajajo tehnike, s katerimi si lahko pomagam. Danes bom govorila o auri, o energijskem polju, ki nas obdaja in ki se v bistvu krči, širi, je luknjasto, je načeto, je zmaličeno, ja, nepravilnih oblik. Vse to vpliva na naše počutje, na našo energijo, ki jo imamo potem vse manj, in pa na naše odzive na druge tudi. Če dobro skrbimo za auro, potem smo precej v redu. Lažje se soočamo z izzivi, boljše se počutimo in tudi bolj zdravi smo. Zdaj, naša aura je v bistvu nekako približno v širino široka 2 metra in gor v višino in globino nekako približno 3 metre, odvisno koliko ste veliki. Naj bi bilo vsaj meter nad glavo oziroma meter stran od telesa poteka ta naša aura. Ja? Aura pa je v bistvu skupek energije naših čakr. Se pravi, če je na nivoju, recimo na tem nivoju nekje pri meni aura, bomo rekli švohna, ja, slaba ali pa luknjasta, pomeni, da je nekje na mojem pleksusu, da moj pleksus ne deluje dobro. In zato je potem vsake toliko fino malo preskenirati svojo auro, da se točno vidi, kje imaš težavo in seveda greš naprej, vzameš neko tehniko in poravnaš svojo auro. No, zdaj se bomo naučili, kako v bistvu svojo auro zaznavati in pa tudi, kako jo poravnamo oziroma v bistvu napolnimo, ja, da bo taka lepa, zlata in čvrsta. Pa kar začnemo. Postavimo se v bojevniški položaj, se pravi pokrčeno kolena, roke naprej in zapremo oči. Najprej kot vedno začnemo globoko dihati. Dihanje nam pomaga, da se zasidramo v telo in da je naša pozornost v telesu in potem tudi lažje vizualiziramo. In začnemo. Zdaj dajte pozornost na svoje fizično telo.
približno veste, kje so meje vaše, oziroma tvoje, pogledaš si, preskeniraš fizično telo. Zdaj pa počasi s pozornostjo greš ven iz fizičnega telesa, okoli fizičnega telesa. In si malo prosto zaznavo pregledaš ta tvoj prostor, ki je meter stran od telesa. Dihaš in ga probaš zaznavati, če čutiš. In zdaj greš meter stran od telesa, z vseh koncev, in narediš v mislih zlato jajce okoli sebe. Vizualiziraš sebe v tem zlatem jajcu. Če ti ne gre, lahko tudi pred sabo vizualiziraš sebe, kot da bi videl pred sabo se in zlato jajce okoli. Aura bi tudi pod nogami, meter pod nogami, ja? Tako da si ti v bistvu, kot da bi bil nekako v zraku visel, v jajcu. Zdaj, če čutiš, da ni čist to zlato jajce pravilne oblike, da lahko tudi z roko, si z roko pomagaš, ja? Da narediš tam, kjer ni, ga razširiš, se pravi, si pomagaš tudi zadaj, navzdol, dol, ja? Lahko tudi z rokami, da so kot ene tipalke in grejo po auri dol gor, ter skenirajo, če so kje kakšne nepravilnosti. In greš zopet s pozornostjo na to zlato jajce. In zdaj bo to zlato jajce pošiljalo navznoter take zlate svetlobne žarke. Ja? In to skozi naše telo in nas popolnoma energizirajo.
pospešuje ali da se spet nekje premika tvoja aura. Še 3 vdihe, izdihe. In odprete oči. No, vidite, pa smo že malce zopet poskrbeli za svojo energijo oziroma za svojo auro in ni tako težko, kot bi si bil mislil. Malce vztrajnosti, malo več discipline, pa boste videli kmalu učinke, kaj je v bistvu zdrava, sijoča aura, kako v bistvu vpliva na nas. Nič. Lepo se imejte, skrbite lepo za svojo auro in tudi za svojo energijo in se vidimo.